Gospod Cavazza, najlepša hvala za vaš odziv in pa srečala sva se, da spregovoriva na temo konoplje. Pa me zanima, kako vi razmišljate o konoplji? No, to bi jaz razdelil na dva vprašanja. Ne. Konoplja kot zdravilo, ne. To je pač že dokazano, ne. Tudi moji znanci so se zdravili, celo en moj znanc, zdravnik, se zdaj zdravi tudi s konopljo, ne. Tudi z drugimi zdravili, ampak predvsem tudi s konopljo. Ne. Drugo je pa o uživalcih marihuane, ne. To se pravi o teh, ki se pač ukvarjajo, kako bi rekel, radostno, ne, pristopijo k tej rastlinci, ne. V glavnem, ne, tako bom rekel, jaz sem tudi svoj čas, moram reči, kadil, ne, ampak sem prišel do ugotovitve, da meni to res škoduje. Enostavno škoduje, ker se mi je povišal srčni utrip in sploh sem se slabo počutil, tako da sem prenehal s tem, ne. Bruhal sem in tako dalje. Ne. Nekaterim pa to paše, nimajo nobenih posledic, se pravi, če jim to paše, pa naj to počnejo še naprej, naj kadijo, ker konec koncev ta konoplja, mislim, ta marihuana ni tako škodljiva kot je alkohol. No, saj vemo, da v Sloveniji, ne, večina zločinov, ne, se zgodi pod vplivom alkohola. Še nisem zasledil, da bi nekdo, ki je kadil, recimo marihuano, koga ubil ali kaj takega, ne vem, ne. Vse vemo, da marihuana deluje, kako bi rekel, pomirjevalno na človeka, ne, dočim pa alkohol deluje zelo agresivno, ne. To, kar se tega tiče, ne. Kar se tiče pa zdravilnega učinka, ne, je pa, moram reči, pri nekaterih zelo učinkovito, pri nekaterih pa ne, ne. Ena moja znanka je umrla in sem jaz celo priskrbel kar nekaj tega olja, ne, ampak ker je imela pač tumorje v glavi in je to skoraj neozdravljivo, se to priznavajo tudi ostali, mislim, ki se zdravijo s tem. Za lažje oblike raka je verjetno dobrodošla, ne, pa tudi za kakšne druge bolezni, ne. Za težje oblike raka pa mislim, da pomaga, ne, to. Mogoče je tudi odvisno od stadija, pri katerem se človek začne zdraviti. Ja, no, ta moja znanka je začela zelo pozno, ne, ko je bila že operirana in so ji odstranili 2 ali 3 tumorje, na kar po drugi operaciji se je pač odločila, ne, da se bo zdravila še z konopljnim oljem, ne, ampak ni pomagalo. Ne. Tudi vi imate osebno izkušnjo, pa me zanima, kako pa je konopljina smola delovala pri vas, kako je potekalo vaše zdravljenje? Jaz se pravzaprav nisem zdrav, jaz sem samo preventivno to jemal, ne. Ampak pri mojem delu, na žalost, tega ne moreš jemati, ker si nekaj časa nesposoben, ne, malo si zadet, ne. Če si na bolniškem, si to lahko privoščiš, se upravičujem, si lahko to privoščiš, ne, ker ti ni treba nič drugega delati, ne. Jaz pri svojem poklicu pa si tega ne morem privoščiti, ne, ker vem, da, ampak jaz se ponavadi zvečer jemal, ne, tako da je bilo, zjutraj je bilo kar v redu, ne. Sem pa parkrat čez dan ali pa zjutraj jemal, ne, to je bilo. Sej, ravno v tem je namen shoda za konopljo, da informiramo ljudi, ker namreč, če se uporabi konopljina smola v obliki svečk, potem ni tega efekta zadetosti in je pravzaprav še bolj zdravilno, ker je večji izkoristek, ne. No, tega ne poznam, ne, teh svečk ne poznam, ampak se pravim, no. Jaz mislim, da če človeku pomaga, naj si s tem pomaga, ne, in ne vidim nobenega smisla, tudi kar se tiče, mislim, konzumiranja marihuane, ne. S tem država izgublja veliko denarja, ne vem, če se zavedajo, ne. Če bi legalizirali to, ne, namesto da bi ta denar odtekal dilerjem, ne, bi odtekal državno blagajno, ne. Ampak ne vem, mislim, da ne mislijo čisto, mislim, da so malo retardirani, kaj naj rečem, no. Res. Ja, svetovna politika do konoplje se zelo rapidno spreminja v svetu. Ja. 19. aprila bo zasedanje pri organizacijah Združenih narodov na temo dekriminalizacije
Kaj pa pri nas? Smo tako staromodni, je v zadju še kaj drugega, da se stvari nikamor ne premaknejo? Ne vem, mislim, da v glavah teh ljudi, ki naj bi odločali o tem, nekaj ni v redu. Ne vem kaj, ampak da se ne zavedajo tega, mislim, da je to koristno za ljudi, ki se zdravijo s tem. Ne? Po drugi strani, da ljudem, ki pač kadijo marihuano, so neškodljivi. Neškodljivi so. Poleg tega poznam cel kup politikov, ki so kadili, a še vedno kadijo. Ne? Občasno, recimo. Ne? Ampak kljub temu se ta stvar ne premakne. Ne vem, kje je, mislim, catch, kje mora biti. Ne? Tako da, ampak jaz mislim, da se bo, prej slej se bo to premaknilo. Se vam zdi humano, da mora človek, ki zboli in verjame, da mu konoplja lahko pomaga in si jo želi vzgojiti na svojem vrtu, da je v nevarnosti, da bo kazensko preganjen? Seveda ni humano, ne? To je skregano, mislim, zdravo pametjo. Ne? Če nekdo goji konopljo, mislim, v smislu tega, da se bo z njo pozdravil, se mi zdi totalno normalno, da lahko to počne. Ne? Se mi zdi pa popolnoma nenormalno, da to preganjajo. Baje, da Ljubljani so bolj permisivni, drugje, ne vem, v drugih občinah so pa bolj, kako bi rekel, bolj pasivni. Ja, tako da upajmo, da bojo čim prej to legalizirali in da se bo stvar končno umirila. In postala, mislim, res mislim, da bo postala nekaj, kar lahko pomaga ljudem. Tudi vi pomagate s tem, da ste z nami delili svoje razmišljanje. Se vam lepo zahvaljujem za pogovor. Hvala vam.